Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Petek in adijo Jeger. Za kak dolgo te ni naslednji teden? Ja, četrtek pridem. Če ne. Nekaj če. Ne bo bolniška, pa ne bo bolniška, zato ker imam Kaj bo to zdržala en brez drugega? Tak dolgo? Z lahkoto. Zdaj govori z lahkoto. Ja, torek tam pa klico, ne? Ja, se bo zgodilo. Pač 67 dopust, ne? Ni 67. V 3 letih. Tretji. A v 3 letih. Niti to ne. Ne, ok, 62, pardon, kako sem lahko rekel. Tako da ja, danes zjutraj smo med drugim govorili tudi o tem izzivu, ki ga imata Jeger in župan občine Hoče Slivnica, ta veliki dvoboj. Imeli smo skoraj nemogoče vprašanje, ne vem, zakaj so se tu neki zapleti zgodili, ker jih ni bilo. Pač čista zmaga, Matic Jeger tokrat. Ne? Vse boste slišali, pa presodite sami, jaz bom pa pametno molčala. Dobro. Pa lep vikend, ne, uživajte. Ja, to pa ja. Toplo bo. Toplo bo. In to je to. In tukaj zdaj zaključimo, ker ne, da ne boš nadaljeval. Ko se naslednji Danes je petek, se vam je kaj takega zgodilo včeraj? Ne. Čisto navadni četrtek. Res? Ja, res. Ker mislim pa, da tebi se je, ne? Ja, mislim, niti ne, kaj takega, samo malo sem se spet po dolgem času spomnil. Ker so Oskar je, moj starejši sin je gostil 3 sošolce, ker so delali neko predstavitev, še zadnjo morajo narediti zvečer in je pač žena rekla nekaj, pač treba fantom ponuditi. Se je rekel, ja, dajmo razmišljati tak, ker zdaj odojka nimamo v skrini, pa to je proces. Ja, pa to ti fanti kar dosti pojejo zdaj, ker dosti pojejo. Ker kolik je bilo skupaj 5. Veš, kaj ti hočem reči? 5 komadov. Ja. Se rekel, ja, nič, palčinke. Pa sem jaz naredil filo za skuto, ki jaz naredim tako zelo dobro. Pa še vse ostalo. Julija pa 500 palačink spekla, ne? Ja, spet. 10 jajc, kila muke, pa liter pa pol mleka. Bravo. Samo pa če razlagam, da zdaj ti sicer pubeca nimaš, samo vse, če je prava, bo vedno po 2-3 mela doma, ne? Joj, pa no. To pa ga res iritira, kako ga takega rečeš. Tak sem pel to zgodbo, nisi pričakoval, ne? Ne, absolutno ne. Vidiš, ne, mora imeti, vsak vic mora imeti pač dober uvod in presenetljiv punchline. Tako da, hvala, Jeger. Hvala tebi. 8 minut pred 6. Torej, če se tudi vam kaj takega zgodilo, bi podelili z nami, mi smo vse skozi tu radovedni v SMS-ih na 051 220 220. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro in dobrodošli. Evo nas na petek 29. maja, samo še danes, jutri in v nedeljo. Pa bo spet ponedeljek, ne? Ja, ne, to ja, ne. Pa bo mesto. Moram še enkrat povedati, 3 dni za ljubezen, če pol pa spet bitka. Dajte izkoristiti. Ja, dajte izkoristiti res, da vam ne bo žal. Drugače pa danes jutraj, kot vedno v petek, malo bolj tak, ne, na poskok. Ja, že tako po feelingu je, ne? Skoraj nemogoče vprašanje bomo imeli danes. Na poskok, tako kot se rekel. Seveda bomo tudi danes jutraj povabili na street food pojedino, ki jo pripravljamo ob začetku festivala Street Food Maribor, ki bo prihodnji teden od četrtka do sobote na Trgu Leona Štuklja. Vse informacije seveda v nadaljevanju, že zdaj pa, če želite degustirati celi Street Food festival, pošljete Street Food Maribor in svoje podatke v SMS-e na 051 220 220. O vinski nogometni reprezentanci bomo danes tudi. Grejo na Evropsko prvenstvo, ki bo v Toskani letos. Ja, in potem tudi hitro po 8 bomo malo preverili, kaj je to zdaj, kaj ima Jeger, se krega nekaj župani, konkretno županom občine Hoče Slivnica. Nič se ne krega, samo povedati, tako je. Pa grozi. Okay. In pa seveda idealen soundtrack za petkovo jutro, tako da vabljeni, da gremo skupaj tudi danes v nov dan. Lepo, da ste tu. Dobro jutro. Dobro jutro. In gremo. Tako se reče, čeprav se jutraj tako kam gremo. Ja, samo je petek, da gremo. Je lažje, ne gremo. Hopa, la.
koliko energije, ena nepotrebna je tu. Samo tako, to se lažemo. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Danes zjutraj smo na nek način sklepali tudi stave, ali bo prišla, ali ne bo prišla in kakva bo, ko bo prišla. Če bo prišla. Študentka Ema, dobro jutro, Ema. Dobro jutro. Dobro jutro. Pijončkih skoraj direktnega. Pa je skoraj. Skoraj. Ampak ful normalno izgleda. Ja. Ne, Ja. atmosfera. Kaj? Ja. Zgledaš normalno, Hvala, ljubica, Ana. vse je okej. Danes je na vse zgodaj že Damjan poslal SMS na 051 220 220 in je napisal, da je danes zjutraj na poti v službo punca v družbi še 3 utrujenih hodila z belimi zokni po Koroški in s teniski v roki. Kaj so tebe videli, Ema? Ne. Ne. Kak je bilo na Lampiončkih včeraj? Faj. Ful. Si slišal ta utrujeni? Gremo spat. Te o pol 3 zjutraj. Ne, ni bilo toliko gužve, se mi zdi. Ni bilo tako gužve. Ne. Ampak ste se pa imeli fajn? Do ene točke, ja. Pa se niste Pol pa več se imeli. je- Kaj je zgodilo? Je Dobro. malo tako padlo vse Aha, dol. Dobro, ja. So bili kaj tečni komarji, Ne. pubeci. Ne. Nič ni brenčalo, hecno. Vse to, keri lampiončki so bili tvoji, v bistvu to. Prvi. Prvi! Ja. A premierni, dobro. Ja, če ni držal. A ja, ni pravo, ne? Vse to. Ko je šel dež, nisi hodila. Ne, ko je kaj deževalo, ni šla, ne. Mene predstavljate po dežju tam. Ja, Ja, res ne, to Bila si pa res ne. mazana pa to. Ja, ne, to pa, Ne, to pa vem. res ne. Ja, pa ti se nisi vem. prava študent. Jan Plestenjak je bil v redu? Če je bil pri Berniku, predno je šel na Ja, kampus. je bil pri nas tu na tem radiju in je bil dobre volje. Tega smo vedeli, danes pa bo. Ja. In tako da, ja, praviš nič, ok, dobro, ja, nič kaj češ, prišla si, to je, zdaj pa bomo videli, koliko bo od tebe. Ne? Zdaj še tako ni problema do 7, tam 8 pa 10 se bo. To mene tudi skrbi, ja. Glej, zato pa imam jaz zdaj pripravljeno eno tako umirjeno, da lahko malo še mogoče zacumaš. Ne, pa dajmo enega Erosa, pa počasi, da ta odzven, ne lampiončko, tudi v tem studiu, počasi pač ta gre v fade out. Dobro jutro. Dobro jutro. Danes je petek, 29. maj, danes bo lepo vreme, vse štima, pa še poletna noč v parku je. Operna. Operna, ja. spet Kaj imaš to do poletno vem. Ole. Ne vem, ja, Poletna noč. kot velik ljubitelj stare, izgubljene slovenske Vem, da note. ni ne. tak, kako me gleda. Ana ima marsikateri talent, je, ker si že ugotovil. Pet je definitivno ni med njimi. Ja, pa ampak dobro, no. Dobro, se Imam baš pa ne- srce, kaj. tako, Pojem. ker kdo poje zelo ne misli. Tako. Vse za tebe isto velja, Jeger, ne. Tudi Kaj? za me, jaz nisem nič rekel, ne? Ampak samo tako, ker zdaj gledaš, kot da se upravičujem s profesionalcem, se pogovarjamo. Prosti. Okay, Pojem pazi, pa ko lepo. sem danes malo, Ja, nima veze. samo ne točno. No, Ko sem danes malo listal po naslovih, me je en malo zintrigiral. In sicer stvari, ki jih ni pametno hraniti pod posteljo, je pisalo. So, okay, zdaj, kaj bodo tu kakšni praktični šaljivci, kot ne, ljubimca in podobno. Ali pa otroka, ko pridejo lopovi. To se je slabo končalo, vse smo gledali Taken. Ne, Ja, valjda. ne ampak bolj se prav dalje pa sem prišel do točke, ko sem rekel, ok, očitno je, svet je šel, ker je dejansko ena od stvari, ki je pisala, da je ni dobro hraniti pod posteljo, je bila hrana. Tukaj smo res postali tako nori, da zdaj ne morejo članke pisati, da pod posteljo ni pametno hraniti jedil. Tako da, no, Torej, ne hranite hrane ok, pod Ja. posteljo. tako so pisali. Dobro jutro. Dobro jutro. Malo pa se že pripravljamo na naslednji festival, mini festival, ki bo v našem mestu prihodnji teden od četrtka do sobote, Street Food Maribor. Ajo. Oziroma,
Če to tako fajn vidi. Tako imenovani Jegrov festival. Trklevna Štuklja bo spet tisti point, kamor bo treba iti, kjer se bo dogajalo, kjer bo ogromno ponudnikov ulične prehrane, vrhunsko bo, tako kot vsako leto do zdaj. In letos imamo eno premiero, tega še nismo naredili, in sicer toto street food pojedino pripravljamo. Za vas, drage dame in gospodje, ki boste sprejeli naše vabilo in poslali, seveda se prijavili za ključno besedo street food in svojimi podatki v SMS-u na 051 220 220, tam bo miza, vi boste v četrtek o 5 prišli tešči, tako kot se spodobi, in prerez celotne ponudbe, cela degustacijska količina. Vse bo, miza se bo šibila pod dobrotami, bodo pripravili ponudniki na street food Maribor. Jaz se opravičujem, če se pišete šibila, to nima veze, ne boste vi tam gor. Lahko se prijavite, če ste šibila, komot, ne, ampak to pač kaj se menimo. In koga, ko smo razmišljali, kako bi mi tu izbrali te kandidate, ker nekaj je treba pokazati, da prideš tja, ne samo se prijaviti, imeti srečo pri žrebu, in potem je samo en, in to je Matic Jeger. To sem jaz. Matic Jeger, ki je šel analizirati ponudbo in si priskrbel tudi te tako imenovane vzorce. In smo rekli, ok, Jeger, zdaj da ti ješ, to niti ni tako zanimivo, čeprav te je lepo gledati, s kako voljo, z srcem in žarom ti... Se poleg spraviš? Ja, res je, zvoke, ki jih spuščajo zraven, ampak vseeno smo rekli, gledaj, zdaj pa nabaši v usta, pa potem zapoj eno pesem. In pol, če boste ugotovili, katero poje, boste prejeli vabilo za to, zdaj že skoraj da legendarno, toto street food pojedino. In včeraj je bilo prvič in v Fras in Medvard šovu je to bilo tak. Prisluhni Jegru. Pubeci iz Skunk Urban Kitchena so že stalnica na street foodih v Mariboru. Jaz sem že 100-krat jedel njihov pulled pork sandwich, ampak vseeno, ne. Treba je preveriti, če pubeci kvaliteto držijo. Zdaj na izgled zgleda blazno lepo, ne. Lepo nacufana svinjina, 12 ur dušena, pa barbecue omaka, coleslaw solata, pa še oni crumblies od cvirku, oziroma grimpo, tako mi doma rečemo. Da pa pazi to. Kaki butli. Adriana, si lahko kaj razbrala iz tega? Nekaj malega, AC/DC, Highway to Hell. Pa to! Bravo! Prve, Adriana, bravo. Viš, kak je Adriana ugotovila? Bravo, Jaz moram reči, da sem tudi kar hitro ugotovil. Pa postal zraven lačen, tako da bi se ti kar zahvalil. Tako da tudi danes zjutraj bomo dali eno vabilo za toto street food pojedino na prvi dan street food Maribora, ki bo v četrtek o 5 se bo zgodila ta pojedina, ampak že v četrtek od jutranjih ur naprej na Trgu Leona Štuklja. Dobro jutro. Dobro jutro. Kakorkoli obrneš, ko potegneš črto, muzika. Ne? Čekaj, to je pač osnova. To je univerzalni jezik. In meni najhitrej avtocesta do srca, motivna avtocesta do srca, kot jaz temu pravim. In jaz moram reči osebno, zame najpomembnejša veja umetnosti. Verjetno so še druge, ampak zame ta. In ko govorimo o popularni glasbi, so jo verjetno skoraj da v celoti že v 60-ih zdefinirali Beatli, je tak? Oja. Se strinjam. Absolutno. In danes, na 29. maj leta 2026, je izšel že 21. solo studijski album Paula McCartneyja. Res? Ja, no, zdaj, če so Stonci izdali nov album, te Paul McCartney, veš, da The Boys of Dungeon Lane se imenuje album. In kaj zdaj točno pomeni ta naslov? Dungeon Lane je ulica v Liverpoolu, kjer je Paul McCartney odraščal. In tako da pravijo, da je to njegov najbolj intimni izdelek do zdaj. In nekako najbolj iskren, se je jasno. Cajta več ni dost, ne?
83 je star. Ja. Dobro, imaš Ja, mogoče. ampak še vedno je, pazi, na tem albumu, ki je šel danes, odigral skoraj da vse inštrumente pri vseh pesmih sam. Bravo. Ja, no, Kaj boš? Če je v penziji, pa ima Je cajt. pa- tako. Res je, čeprav se veš, kak je pri penzionistih, pa cajt. Ja, dobro, ja. Ampak on ga je nekako našel in zdaj nov single Home to Us je poseben tudi po tem, da se mu je na njem pridružil tudi bobnar skupine The Beatles, Ringo Starr. Tudi ona dva sta še edina živa člana te legendarne skupine, seveda. In absolutno bi bil kriminal, če ne bi danes zjutraj na tak pomemben datum to tudi preverili. Torej, Paul McCartney in Ringo Starr, Home to Us, nov single iz novega albuma The Boys of Dungeon Lane, ki je šel prav danes. Dobro jutro. Dobro jutro. Jutro. Evo ga, skoraj nemogoče vprašanje. Petkova bitka, v kateri tekmuje ta vladarica skoraj nemogočega vprašanja, naše tedensko veselje, princesa Bakra. Ana Rekel si, da Lakota. mi ne boš več A ja, tako rekel. Pardon, princesa onega v kablu, ko drži Pa konsistenco. ne, haj. Te zničane In lepo pa- pozdravljam zdaj. In tako, dobro jutro. tudi Dobro na jutro Tezno. na Čestitke. Tezno. Čestitke za novo Novo M-bike. M-bike imamo postajico. Tako, in se lahko peljete v Miklavž, pol pa se morate peljati nazaj, ker tam nimate ki pustiti. In pa Ne morem verjeti, res. naše pohorsko veselje, pohorska gmota, pohorski Maugli, oranžni Matic Jeger, Ja, dobro jutro. ki zaostaja za 5 točk. Tudi danes vprašanje iz ene statistike iz Evropske unije, v katero zapademo Slovenke in Slovenci, in tudi danes velja, ali je vprašanje veliko bolj spektakularno od odgovora. Ali pač. Ta-ta. Ok, dam vam na izbiro. Ja, dobro. Tako, dam vam na izbiro dom ali trgovina. Izvoli, Jeger. Trgovina. Trgovina. Okay. Naredili Tu sem tako so doma, ne. eno študijo in ugotovili, skoraj polovica ljudi, torej 45%, kar je skoraj polovica, je reklo, da jih to najbolj zmoti pri drugih v trgovini. Ko skušajo sadje, pa jejo. Ko brez Ko že rokavice probavajo vzame v trgovini. Kaj ni bilo to? Ko ti z vozičkom rukajo v tebe na blagajni. Rukajo v tebe na Joj. blagajni, ne, voziček je, ampak ni rukanje na blagajni, ampak Kjerkoli Ko z se vozekom rukajo, ko z pustijo. vozek pustijo, Pustijo ker ga, nebranjen zaprejo vozek, pot. nebranjen vozek, Kaj? nebranjen vozek, ne, ni nebranjen Nebranjen vozek. vozek. zapuščen vozek, Ne, ni zapuščen vozek. poln To si vozek. ti, Ko nimajo. to boš ti zapuščen Čakaj. vozek. Ne. Ma z vozekom zveze. Ko si ne vzamejo vozička, pa v roki nosijo stvari, ne. Ko ga na park placu pustijo. Ne, not v trgovini je igr, še okej. enkrat, prosim. Dobro, dobro. Ne potrudi se, imaš to, Jeger. Ne, čakaj, Jaz čutim, da smo ne lapaj blizu. toliko, da se Tolko, Dolgo. ne lapaj tolko. Imaš to igr, imaš. Čakaj, Voziček je. Kaj bi nehala, prosim. Čakaj, drugim gre na živ, to gre pri... A Mislim, ja, da ti vzameš vozniček, Ne, je voziček. meni gre recimo to pri nekom na živce, ko prijem v trgovino. Kaj, da ti vzame voziček? Ne, hočem dati v perspektivo. Torej, jaz Ja, pridem točno in to. meni Ja, gre ja, na to že živce, vidiš, ja. Voziček. In da z ima vozom, veze, ja, da kaj da zapreš dela z vozom, pot. da da zapre pot. zapreš, Pa če pa smo rekli da to ti prej, blokira jege. to smo rekla prej. Ne, nista. Valjda, da Nista, smo, nista. zdaj grem ven rezati. Takoj. Ne, pa daj pusti mu naj zmaga. Ne, sej. Ne, sej naj zmaga, samo ni zmagal. To sem jaz mislil, da je pač nebranjen voziček. Veš, ko ga To ni pustiš- nebranjen. Ja, To je, ja. kot ti z vozičkom blokira, da ne moreš mimo. To moti približno polovico vseh. v trgovini. To bo potrebna analiza. Ja, jege. Ja, hvala lepa. Bravo, minus Jeger, 4. drugače. Ja, ne morem verjeti, če ti ne od navdušenja jutro. prevedev servis. Ne, mene samo zanima, koga to ne moti, kako pol samo, kaj ona druga polovica, pa vsak, ja, vre, bom pa čakal. Ja, zgleda, ja. Pa da, Gre okoli. Odnesem, vum, vozek, kaj, Ampak jeger. čestitke, čestitke. Bravo. Hvala lepa, hvala. Bravo, Pred jeger. dopustom si vedno močen. Ja, je. Kaj naj Ja, lepa, ne. rečem? Navdušen, vsihičen. Kaki? Okay. Je vzhičen. Vsihičen. Ja, viš to v smislu, ko se je rekel zapuščeni vozek.
želimo, dobro jutro. Dobro jutro, lahko okupiram opener. Ja, kaj pa je? Imeli smo skoraj nemogoče vprašanje, enih 20 minut nazaj. Da. Kriminal. Kaj je zgodil? Kriminal. Kak kriminal? Ja, Jeger je zmagal, kdo je kriminal? Ne, to ni Vprašanje je bilo, skoraj polovici gre pri drugih v trgovini na živce to, ne? Ja. Imam posnetek, ne, in je Jeger je, Tako. takoj za mano, ja. Jeger je rekel, ne, da Ja. ko blokirajo v bistvu prehod. Ja. In kot sem že Kaj? prej povedala, sem jaz prva to povedala. Ti z vozičkom rukajo v tebe na blagajni. Rukajo v tebe na Joj. blagajni, ne, voziček je, ampak ni rukanje na blagajni, ampak... Kjerkoli se Vozek rukajo, ko pustijo. vozek pustijo, Pustijo ga, nebranjen zaprejo vozek, pot. nebranjen vozek, nebranjen Zaprejo vozek, pot, nebranjen zaprejo vozek, pot, nebranjen zaprejo vozek, pot, nebranjen zaprejo vozek, pot, nebranjen zaprejo vozek, pot. ne... Zaprejo, ja, ko voziček pustijo, zaprejo pot, torej... To jaz nisem slišal. To je, ko je, veš, sam voziček. Ne, to se je samo reklo. Jaz sem tudi rekel, nebranjen voziček. Redo je, Jeger, samo toliko, da veš. Se tudi za Ne, Ker sem zapira že pot. prej Ne, jaz takoj nisem- rekla, da sem nisem rekla, pa slišal. mi noben ni verjel. Ja, ampak je, dejansko je bilo pravilno odgovor, blokirajo, ne zaprejo, blokirajo. Ana, bodimo egzaktni. Ne, jaz nisem tega sploh slišal, kaj pa govorita in prek drugega, to je A. In drugi problem se je tu nakazal. Veš, kak je Ana, ko vodi za 5, 6, 7 točk, pa ti pa reči, jo Jeger, jaz bi ti dala eno zmago, ali pa ko zmaga, jo Jeger, tak mi je žal, da sem zmagala. Zdaj pa, ko pač ne, zdaj pa ne, zdaj pa ni šanse. Ja, Zdaj pa to je- oprosti, če mu daješ točke po krivem. Kako Od pokrivem? same sile, zdaj že govoriš, Ker da je on pustijo zmagal. voziček, Jaz zaprejo nisem pot. kriva, Jaz če sem ne zmaga. rekel, nebranjen voziček je isto. Ne bom se vama Isto zapira pustila, pot. tak, evo. Fajt. Ne, Jeger, zmaga je čista, glej. Kaj pa govori preko? Izvoli. Jaz nisem slišal. Se ni, samo toliko, da bodo pač ljudje tam zunaj vedeli. Seveda, ne Za bi nič slučajno drugega. si Ti lahko kdo imaš to mislil. piko, jaz pike ne rabim. Aha, verjetno. To ne rabim, ker jaz sem Zdaj pa zmagal. je ne bom imel. Ne, jo, kar nej. Tine, Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. zdaj prišel si v, se vidiš, ne, zaplet je bil pri skoraj nemogočem vprašanju. Če mene Ja, vprašaš, tu ne, zdaj ampak- zadnjih kar nekajkrat je prišlo do zapleta. Jaz mislim, da bi vi rabili tu nekaj ali bolj specifično določena pravila. Ali bi, Vse so, pravila so. Pravila se sproti. Sproti jih določa, kreirajo. pač se vidiš. Torej, Lahko če tudi, ti ne recimo, čuješ, ne velja. Seveda, da ne. Danes recimo je odločil, da pač tisti, ki pravilno pove, ne zmaga. Ne? No, vse to To je pač bilo današnje pravilo. Ne, Ne? ni bilo. Samo se veš, tako včasih, ko še ni bilo vara, tudi če sodnik ni videl, ni bil Ja. penal. Ne? Ja, sej, samo lahko pol drži to piko. samo njim doben ni povedal. Pol, ne. Dobro, v redu je Tine, si povedal Zdaj, svoje. recimo, Jeger ve, da ima piko, ki je pač Jaz ni. Čista, absolutno Ali špiko to ne imaš? drži in to je to. Si povedal Tine svoje, hvala lepa. O tej Kaj imamo, zadevi, ne? kaj imamo, ja, gremo dalje. Veš, kako hitro se da dalje iti, ne? Ali poznate, oziroma bom rekel, ali vidva poznata, ker verjetno Dejan ve, Ja. eno večjih nerešenih skrivnosti vesoljskih poletov. Ne. Zgodilo Več. se je leta 1969 med Apollo 10 misijo. Takrat so pač to video je prišel dol do Houstona, ali kam to že prije. Ja. In na posnetku, ki obstaja, jaz ga sicer nisem videl, ampak obstaja, takrat je glavni na tej misiji Tom Stafford v kamero zakričal: hitro, dajte mi robček, ker drek plava po. Ja. Trije so bili na misiji, pa vsi trije so zanikali. In še danes ne vejo, čigav je plaval. Kako si lahko rekel, trije ste, pa zdaj doben ni priznal. Mislim, to je- Če so se zmenili, Pa ja, zmenili so, da ne bi- karkoli. Je pa pa, če ni nobenega. Ja, te pa smo verjetno dobesedno. Kaj je bil ekast ali pa zvezdast? Bomba te bil. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Okay. Zdaj, jaz mislim, da je čas, da izdamo eno vabilo na zdaj že skoraj da legendarno Toto Street Food pojedino. Ja. Na prvi dan Street Food Maribor festivala, ki bo prihodnji četrtek, o 5. velika miza, obložena prerez ponudbe vseh, ki so tam, vseh food truckov, pa tudi krajnca in tekočega programa. Vse,
Vse bo gor. In za to mizo samo vi, naše povabljenke in povabljenci, če seveda pošljete pojedina, ključno besedo in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220, kot je recimo naredila tudi Sara, ki je bila za danes zjutraj žrebana, dajmo jo kar poklicati. Zvoni. Dobro jutro, ja prosim, Sara pri telefonu. Ja, to je to. Dobro jutro, Sara, Dejana Jeger. Dobro jutro. Dobro jutro. Kje smo te zmotili, Sara? Pred službo. Ok, dokler je pred, pomeni, da te imamo v celoti. Tako, res je. Prav, odlično. Sara, mi bi te radi povabili na en, pravzaprav zdaj že legendarni dogodek. Na začetku Street Food Festa bomo naredili, oziroma Street Food Maribor festivala, bomo naredili Toto Street Food pojedino. Celotna gmota vseh, ki so tam ponudnikov, pa še krajnc, da ne bo šlo rodo dol. Miza bo pokala. In zate in še za tvojega gosta ali gostjo bi šla, ne? Seveda, lačna sem vedno. No, Smo že dva. No, že 3. In 4. Ja. Ok, ampak ena mini stvar je, Jeger si je nekako prisvojil to akcijo, ampak pravilno, ker je pač seveda najbolj izraziti jedec v toti ekipi in naredil en prerez oziroma je pregledal, kdo vse so tam ponudniki, si priskrbel testni vzorec in zapel eno pesem. Tako da zdaj poslušajva, Sara, Zmenjeno. in boš ugotovila, pazi. Letos na Street Foodu v Mariboru tudi Aleksander Bistro, tudi tukaj sem že probal vsaj pol menija, ampak se vedno rad vračam nazaj k hamburgerju Cheese Bacon Alexander, bela bombetka, pol pa pleskavica iz 100% govedine, sir pa slanina, pa karamelizirana čebula, pa hišna omaka, pa malo paradajza, pa solate, tako more biti v hamburgerju. Oj, pa ko to pogledaš, le kak je to zaftik. No, dajmo probat. 3, 4, aha. Ker je zapel na koncu, Sara? Nimam pojma, iskreno Nimaš povedano. pojma, ti dam pomoč. Prosim. Ali je pel A, Who Let the Dogs Out, ali B, Poletna noč, ali Sem C. kar pri A. Sem kar pri A. Boš kar pri A, ja, pravilno, seveda. Da se ne menimo, Hvala lepa. Končno nekdo, ne, da ki je se ne opazil. menimo, kak je pluvo okoliko je del. To verjamem. Tinček ni bil najbolj vesel, ko je prišel v studio. Sara, iskrene čestitke, vabilo na legendarno Toto Street Food pojedino je tvoje. Najlepša hvala. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Ne vem, če je to tako v zavesti, ampak mi imamo najboljšo nogometno reprezentanco v zgodovini evropskih prvenstev. Ja. Samo vinsko nogometno reprezentanco. Nima veze. 8 evropskih prvenstev je bilo, 4-krat je bila Slovenija prvak. Tako. In zdaj gremo na naslednje. Ja, ki bo naslednji teden med 2. in 7. junijem v Toskani v Italiji. Ne, se mogoče se sliši smešno, kaj bi lahko delala vinska reprezentanca, ampak dejansko igrajo nogomet in se pripravljajo na evropsko prvenstvo Vino Euro 2026 in zadeva je definitivno bolj resna, kot se sliši, ker je reprezentanca tako pri vseh resnih športnih resno oddelala priprave. So imeli priprave in tako razlaga selektor reprezentance, tudi selektorja imajo, to je Robbie Fischer. Priprave smo že začeli par mesecev nazaj. V bistvu smo si izbirali, ker naši vinarji v bistvu niso profesionalni ali pa amaterski nogometaši, ampak igrajo v rekreacijskih ligah. Smo si izbirali od lažjega nasprotnika z nekimi veterani do zadnje tekme, ko smo igrali z člani, ki igrajo v Ptujski superligi, tako da smo dvigovali nivo igre, uigravali sisteme različne. Letos imamo napram 2 leti nazaj 9 novih članov ekipe, tako da smo se večinoma pomladili.
ampak vseeno cilj nam je še vedno ostaja prvo mesto v skupini in prehod v finale. Je pa v bistvu bo zelo naporno, ker imamo v 2 dneh 4 tekme. Da nehaj, to je pa prav res, da se to Ja, loti. pa če ti pravim, ne, in na letošnjem Vino Euro bo nastopilo 10 reprezentanc. Slovenija bo v skupini B igrala proti Madžarski, Nemčiji, Avstriji in Švici. Zdaj vinarji prihajajo naši, ne, naše reprezentance, večinoma štajerske, logično. Ja, odkot pa te, se ekipa te vino, mislim, prosim te. Plus ti moraš imeti močno ekipo tudi za tretji polčas. Ja, kaj boš s temi polpečenimi? Polčasi, ne. Nekaj jih je tudi z Dolenjske, Bele krajine ali pa z Goriške. No. Imajo pa letos prvič v svojih vrstah tudi izredno izkušenega igralca. Eden je lahko bivši profi igralec, ampak z omejitvijo nad 35 let in da je nekaj pomenil za Slovenijo in za slovenski šport. In letos prvič z nami Rok Kronaveter. Bravo, Super. Krona gre zraven. Ja. Kaj imajo Italijani, Totija? Ja, ne vemo. Ampak, če se že pa pogovarjamo o svetovno znanih fuzbalerjih, letos bo samo kot opazovalka zraven tudi reprezentanca Španije. Letos še ne bodo igrali. Naj bi igrali na naslednjem evropskem prvenstvu, oziroma Vino Euro, ki bo čez 2 leti, in selektor naj bi bil veš Kdo? Iniesta. Daj ne. Iniesta ima pa je ogromen vinograd in bo pa je selektor reprezentance Španije na Pa daj naslednjem nehaj. Vino Euro. Bravo. Svetovno. Dajmo še letos to zmagati, ker vprašanje, kaj bo pol drugo leto. Ne? Ja, tako da vso srečo, pubeci, držite se, bomo spremljali vaše rezultate in gremo po naslov, ne? Ja, gremo. Če ne na travi, pa v kleti. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. In v tem studiu, kot nam povedano, župan občine Hoče Slivnica, dr. Marko Soršak, dobro jutro. Dobro jutro. Jaz mislim, da najprej se moramo upravičiti, zdaj ne glede na to, kako se trudimo, ne moreš imeti vedno vseh pod kontrolo. In zdaj ne vem, ali je to že sploh zares prišlo do vas, ali kaj se dogaja, ampak vem, da je Jeger začel tudi v etru z nekimi grožnjami za tradicionalni že 10. tek pod Pohorjem, ki bo prihodnjo nedeljo. Kaj imamo tu? Letos, lani žal zaradi poškodbe, letos pa kljub poškodbi, mislim, da bom štartal. To je to. Zdaj poškodbe niso izgovor. Ne? Če je človek na štartu, pol mora dati vse od sebe. Tako da letos grem na štart. Sicer na krajšo, v preteklosti sem govoril, da za manj kot 10 si naš šuhov zavešen. To so bili že drugi časi. Za rečenega kruha se poje, tako da Jeger 6,5. Zaradi teže tvoji sklepi naj bi trpeli dol po bregu. Samo malo, 6,5 gremo letos? Ja. Hvala lepa. No, 10, ko se pa te samo 10, se laupa. Ja, ampak če za res, to je en tak izjemno lušen tek, kot smo rekli že 10. Ampak 3. za igrom in Jeger je ta tek kar nekako posvojil. Ne? Ja, jaz ga imam glasno rad. Jaz si že rezerviram vedno prvo nedeljo v juniju. Vem, da bo takrat tek pod Pohorjem, letos 10. Zdaj naj samo pozovem, če lahko. Prijavite se, ker zdaj so še prijave po 23 evrov do 4.6. Bolj se lahko še vedno prijavite, samo do 4.6. je 23, na dan teka je 30 evrov, pa takrat tudi goodie baga ne dobite. Tako da noter pa vem, da so same fajne pa dobre stvari. Ne? Ja, vedno se potrudite, ekstra potrudite pravzaprav v Hočah, ko je ta tek. Ne? Ja, tudi v goodie bagu je seveda pa moja najpomembnejša stvar, torej kupon pol za hrano, ne, ki pa je vedno izvrsten. Res je. Mislim, da je šel lačen z Hoče, si je pa res bil vedno sam kriv. Ampak kako potekajo priprave, gospod župan? Priprave, zdaj glede na to, da vseeno želim, da je zadeva napeta, se letos nič ne pripravljam. Ker za razliko od vas imam jaz že 50 km v nogah, ne? Ja, če hodiš tako dolgo v službo, je že to od tega. Ne, prav tek in to. Zdaj sem mam na treniranju, prožna kolena so na trenirane. Kaj? Ja, še študente medicinske fakultete povabili, da vidijo. Ja, res je. Ampak moja niso poškodovana, ne bi poudarjal. No, ampak ni to tak, Jeger, ti se na župana nekaj spravljaš, ko tako ima polno stvari za delati, poln urnik, tega pa s tem zdaj nadleguješ. Nisi mogel najti
nekoga, da pač ne bi. Oprosti, samo malo, stoj. Lansko leto gospod župan ni mogel laufati. Ja. Ampak, ker očitno je bil toliko spočit, ker ni nič treniral, pa to je bil vseeno lansko leto tako kar glasen. Ja, naslednjo leto bomo pa mi dva tekmovala. To drži? To je pravzaprav ni moj izziv. Izziv je prišel strani župana. Jaz sem ga samo širokih rok sprejel in to je to. To je to, štima. Ja, kaj pa sta rekla, kdo kaj poraženec? Ja, ne, smo šli ravno obratno, mi smo rekli, tisti, ki je boljši, pač časti, veš. Ampak, ker je drugače, veš, še zgubil si, pa pridi, gremo zdaj še do Šanka, da ti še nekaj pa. Ker si bogi. Pridi mali, ne, ja, bogi. Sicer pa je vseeno, ne, se vedno še nazaj preleti. Nikoli ni to enosmerna cesta pri nas. Župan občine Hoče - Slivnica, dr. Marko Soršak je naš gost. Nadaljujemo takoj. Govorimo o 10. teku pod Pohorjem, ki bo naslednjo nedeljo v Hočah, tradicionalni, lahko bi rekli že skoraj da Jegrov tek. Z nami župan občine Hoče - Slivnica, dr. Marko Soršak, ki se bo z Jegrom tokrat tudi zares pomeril. V tretje gre rado, pravijo, ne? In zdaj pa torej zares. Ja, ampak na 6,5 km. Letos ne na 10. Ja, no naj povem, jaz do zdaj sem laufal vedno samo 10 in ne poznam trase 6,5 km teka in če bo tu zdaj, če bom zgubil, pol je verjetno razlog v tem, ne? Ali pa da sem preveč pripravljen. Zgubite mu šprinterce. Odnese iz ovinka, ne? Tako bo držalo, res je. In tak, če greš lepo pol, lahko pričakujemo naslednje leto, da boš na družinskem teku iger, ne? Ker to pa je tudi, ne, jasno, družinski je tudi, zdaj eni otroci tečejo, eni so mali, starši nesejo, kratki, ampak za otroke po moje odlična izkušnja. Seveda pa otroci imajo tudi prej svoj tek in vsak otrok dobi nagrado. Na 300, na 600 pa na 900 metrov se tečejo otroški teki, pa na 800 metrov je družinski tek. Okay. Tako da je za vse poskrbljeno, potem pa še tek na 6,5 in pa na 10 km. Pa sveda, da se ne menimo tudi o zabavi, animacijah za otroke, hrana, pijača, jasno, da, in to vrhunsko. Ja. Ampak zdaj, če imamo tu že vas župan, dajmo se malo pomeniti, kaj je aktualnega v občini Hoče - Slivnica. Jaz se moram reči vsak dan, vsaj dvakrat skozi peljem in vse skozi spremljam, kako se to lepo razvija in to po celi trasi, ne? Ja, zdaj investicije je dost mogoče za omeniti tukaj, da se je začela obnova inštalacij v osnovni šoli Dušana Flisa Hoče, tako da zaradi tega otroci več ne uporabljajo od tega tedna dvorane, ker mora biti, torej šolske telovadnice, dvorana v Hočah še dela. Drugač pa 10.6. imamo občinski svet, želimo zgraditi športno dvorano še pri osnovni šoli Slivnica. Bravo. In ker so ponudbe prišle zaradi pač bombardiranja v svetu, so vsi stroški zrašli, tako je tudi milijon dražje, od vsega bilo 6 milijonov, ampak smo našli rešitev, dali, in če bo svetniki odločili, v juliju začnemo z novo športno dvorano, tako da občina je športna. No pa ste bili tudi uspešni na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Ja, torej poleg tega 500 milijona smo še pridobili slabih 800.000 od ekosklada, smo projektirali na tak način, da ustrezamo razpisov, prijavili smo se še na Fundacijo za šport, pa še en razpis bo Ministrstva za šolstvo, sicer ki ni logično z vidika športa, ampak vedno probamo, ne? Ja, no, hvala Bogu, treba se znajti, ker drugače kaj boš, ne? Pa seveda ne pozabi, da je pravzaprav vsak vikend tam tudi tržnica, ne? Pred Arboretumom oziroma pred tem parkom. Ja, dosti je lokalnih ponudnikov, torej nismo omeni na našo občino, mislim, da najdlje je ponudnik z Gorišnice, drugač pa tudi z okoliških občin širše. Zdaj eni hodijo, stvari so dejansko odlične, ki se tam dobijo konkurence tudi toliko, da so cene konkurenčne, kupimo direkt od proizvajalca. Seveda pa spremljevalci, ki ne kupijo, lahko počakajo, je tudi čakalnica, ne? Čakalnica, tako da se dobro vzdušje razvije že. Dobro. Vrhunsko, tudi vrt tam v Pivoli, ta naravni park deluje.
Ja, botanični vrt, mogoče še tukaj za omeniti, vsako leto je tudi karta za botanični vrt, ponavadi, ko gremo kam v tujino ali pa dlje, pogledamo vse, tudi tisto, ki ni včasih vredno, da bi plačali vstopnice, Ja, res tukaj je. pa vseeno univerza, ta botanični vrt je največji v Sloveniji in če bi prešteli ali pa naredili anketo, koliko ljudi je že bilo v vrtu, bi videlo, da še dosti tega ni ogledalo, tako da tudi kadarkoli se splača, sploh v teh poletnih dneh. Ja, ker vsi se pogovarjamo o Mozirskem gaju, pa ne, kaj je Volčji potok, pa vse to. Imamo pa tu pravzaprav, ne. Ja, zelo lep botanični vrt, res. Tu tudi, mislim, ni čist enak, bom rekel, ni čist komercialno, ampak so tudi, bom rekel, botanične sorte z celega sveta. Na koncu sekoja je mogoče zanimiva zaradi svoje velikosti. Zdaj sam pa nisem botanik, ampak lepo. Ja, vse pa res ne gre, ne. Ne, ampak Vse je res vedeti lepo pa tam. še laufat hoditi, tako da. Ja, nič, torej 7. junija se bosta, ob vseh vas, ki boste seveda tekli, jasno, tekmovalno ali ne tekmovalno, čisto rekreativno, ne, za vse je poskrbljeno, družinski, otroški teki, vse bo tam, prijavite se na protime.si, počasi bo tudi, ne, ni zdaj to neomejeno število prostih mest za tek. Ja, lani smo žal pri 500 prekinili, ker tam nekje je meja, da je fajn, da še ni gneče, sicer tisti rekreativci, ki pridemo do slivniškega ribnika, že vidimo na bregu v čreti profesionalce. Ja, dobro, ja. Ampak dobro, čez 10 let je, ker bomo tam. Ja, verjetno. Pa ne. No, seveda pa tudi nad 500 pol že problem, ko taki hitri priletijo, da jih na ovinkih ven mečejo, pa to ne, se veš, pa da na klizaš, pa iščeš prostora. Ampak tu nam pomagajo društva, predvsem gasilcev je dost, vsako vinek označujejo, tako da... Pa so tudi veliko podporo, mislim, vsaj meni so do zdaj bili vedno, da je Jeger, kaj hodiš, daj. Tako da Jeger poti najbolj zgrešal, me pa šprinterce, če si prehiter Za v vsak vinek. primer, ja. Ok, bomo spremljali, torej tudi ta vajn dvoboj, v vsakem primeru pa je to tek, ki ga ne velja zamuditi, protime.si se lahko prijavite. Gospod Županja, hvala lepa za čas, pa kaj naj rečem, srečno ali kak? Brez poškodb, pa hvala za vabilo. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Okay, danes je petek 29. in danes bo donelo po parku. Danes bo operna noč v parku, eden najpriljubljenejših dogodkov vsako leto v našem mestu. Tudi najbolj obiskanih. Najbolj obiskanih in tudi, kot kaže, najbolj hecnih, ker pač v parku ne smemo pač hoditi po travi letos očitno. Mi smo se res trudili ves teden, da bi dobili nekoga na Zavodu za varstvo narave, da te razložijo, kaj pa je tako posebnega pri našem koreninskem sistemu. Včeraj je Jeger celo dobil nekoga na telefon. Jaz sem že v sredo, Ja, kratko ampak- so uradne ure klical in so rekli, da je gospa, ki je pač delala na predmetni zadevi, da ni prisotna, ne vejo, ali je bila Pol si, doma. ja, pol si včeraj nekoga dobil. Ja, no, so mi rekli, naj pokličem v četrtek, takrat bo in me bojo vezali. No, in sem včeraj klical, povedal še enkrat, mogo razložiti celo zadevo, zakaj kličem. Ja. Ker se je druga In- javila, ki ja. ni vedela, zakaj se Pol gre. je ona ni čisto točno rekla, da nas pokličemo nazaj. In me je res ona tista, ki sem se v sredo z njo pogovarjal, Ja. klicala nazaj, rekla, ja, veste, to pa tako ne bo šlo, sem rekel, kako ne bo šlo, če ste mi včeraj rekli, da me pokličem, pa me boste vezali. Ja, ne, to mora iti pa preko naše PR službe, ki je v Ljubljani. Sem sklical PR službo, tam se dobeni javil, sem poslal mail z novinarskimi vprašanji, nisem še dobil odgovora. Je pa res, da sem tudi Zavod za varstvo narave klical pred 14 dnevi, takrat, ko smo govorili o japonskem dresniku, ki se tu razrašča na bregovih reke Drave. Do takrat nismo rabili Nisi rabil tako PR? uradno. Res. Takrat smo se lahko drugače, mislim, je šlo bolj hitro. Ja, razumljivo, ampak pač se veš, različne kategorije, ne, različne čakalne dobe. Ampak je pa še ena zanimiva stvar pri operni noči, to marsikdo ni
povedal z mano na čelu, da dijaki torej, srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor sodelujejo s protokolom mestne občine na tem dogodku, skrbijo za strežbo in ne nazadnje za večerjo, ampak najprej se začne z sprejemom gostov in tako je razložila Leneja Fijavž, dijakinja 3. letnika, kak poteka sam sprejem gostov, ki pridejo danes. Gosta najprej lepo pozdravimo, ga sprejmemo in ga odpeljemo do aperitiv mize. Tam mu tudi povemo, katera je njegova miza in mu v bistvu zaželimo lep večer. Seveda imamo tudi v šoli za praktični pouk šolske uniforme. Tudi na operni noči bomo nosili uniforme, nosili bomo tudi broško z logotipom šole. Lepo. In potem strežba teče po enem prav posebnem protokolu. Torej, postregli bomo že pripravljen meni za vinsko spremljavo. Strežba bomo mogla biti, torej mi bomo mogli biti usklajeni. Prvo bomo goste postregli z pijačo, nato s hrano. Vedno je pristop gosta iz desne strani na eleganten način. Gostu naj bi tudi predstavili, kaj je na krožniku in ga z veseljem postregli in želeli dober tek. Je povedal dijak 2. letnika Loren Šinkler. Lepo, ne? Zelo lepo. Porihtajo in hkrati, ko smo se pogovarjali, je profesor in mentor pri strežbi Tomaž Krajnc se spomnil ene anekdote. Ko smo postregli to večerjo, se je zgodilo, da se je 2 uri pred samim prihodom gostov vlilo. Seveda, vse smo mogli na novo pripraviti in od takrat naprej smo res še ekstra pozorni na vremenske razmere, predvsem na dež. Ja, bi rekel, da je težava, glede na to, da je vse skupaj zunaj. No, skupaj z mentorji so dijaki pripravili tudi celoten meni. Večerje za 150 oseb iz lokalnih sestavin. Za hladno predjed bo recimo danes postrv, pa sveža rdeča pesa, glavna jed bo doračja prsa v sladki vinski omaki in štrukli, za sladico pa sorbe iz jagod. Tako razlaga profesor kuharstva na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Darko Marin, ki pravi, da ne bo šlo brez izzivov. Na srečo, ali kako bi rekel, je šola zelo blizu parka, tako da lahko, kot smo zadnjo govorila o sorbetu, ga res prinesemo na lokacijo v zadnji čas. Res moramo paziti na tisti pravi čas. Bo zelo za nas izziv, ampak se bomo potrudili, da bomo to speljali po najboljših močeh. Evo. Tako da malo še izza kulisija, da veste, kaj se dogaja, ker seveda ti umetniki jih tudi pogostijo. No, pa se nekaj tudi povabljenih gostov, ne? Ki potem sodelujejo. Ja. No, za vse ostale pa pazite, pa prosim, bodite prijazni do varuhov parka, niso oni nič krivi. Dejan, Ana in Jeger in Toto jutro.